V tem videu lovim in kuham živali vseh barv, da ugotovim, katera ima najboljši okus. Raziskovali bomo divja nova okolja, ujeli nekaj res nevarnih živali in razvrstili vsako žival, dokler ne ostane le ena na vrhu. Torej, fantje, pravkar smo pristali na obalnem grebenu in tukaj začenjamo ta izziv. Na traku za glavo imamo rdečo barvo in tukaj bomo raziskovali. Kot veste, bomo v naslednjih nekaj dneh premagali nekaj najbolj norih živali, ki jih ta planet ponuja, in to v različnih okoljih. In držim pesti, da bom preživel naslednjih nekaj dni, ker se bodo dogajale nore stvari, to je zagotovo. In razlog, da začenjamo tukaj, fantje, je ta, da je tukaj čudovit koralni greben. Imamo živahne korale, čudovite ribe in celo paleto barv pod gladino oceana tik pred mano. In fantje, te ribe se dejansko zlijajo s temi čudovitimi barvami. Uporabljajo jih kot način kamuflaže, da lahko ostanejo varne pred vsemi plenilskimi ribami, ki jih bomo lovili nekoliko kasneje v tem izzivu. Naj vam hitro nekaj pokažem. Če pogledate, celo v teh skalnih tolmunih tukaj imamo čudovito obarvane ribe. Madonca, fantje, poglejte sem gor. Tukaj spodaj imamo celo skupino klonskih rib. Poglejte to. Ti mali fantje so se skrili okoli skalnih tolmunov tukaj. Verjetno se skrivajo pred vsemi velikimi plenilci v oceanu. Seveda pa so te klonske ribe, fantje, premajhne. Vsako žival, ki jo tukaj ujamemo, moramo uporabiti kot vir hrane. In ta izziv se ne konča, dokler ne ujamem vseh barv v mavrici. To so predmeti, ki jih imam tukaj, da mi bodo pomagali naslednjih nekaj dni. Tukaj imamo svojo podvodno puško. S tem bom lahko ulovil nekaj večjih živali. Imamo tudi svojo mačeto. Tukaj imamo tudi svojo masko in naš High Test Quick Revive. In veste, nikamor ne grem brez svojega High Test Quick Revive. To bom vzel, ker bom čisto brez moči in to mi bo dalo več energije tukaj na tem otoku. Čas je, da se opremimo, skočimo naravnost v vodo in karkoli je tam zunaj rdečega, bo kmalu mrtvo. Gremo! Oglej si to! Za začetek imamo morsko zvezdo, to je dober znak. Gremo! Imamo rdečo barvo. Juhu, fantje, uspelo nam je!
Naša prva barva je odkljukana. To je rdečosta kirnja, fantje. Neverjetna žival, ki živi na teh obalnih grebenih tukaj. In lahko vidite, da je notranjost njegovih ust svetlo rdeča. Običajno te živali sedijo ob grebenu in koralah. In ko pridejo živali ven, uporabijo ta ogromna usta in te mehne nazobčene zobe. Zagrabijo svoj plen in ga posrkajo nazaj v svoja usta. Fantje, to bo čudovita riba. Ampak kot vidite, imamo še malo časa, torej je čas, da preidemo na naslednjo barvo. In to bo kasneje naša hrana. Rdeča, zaključena. Imamo svojo prvo žival in prešli smo na rumeno barvo. Fantje, veste, smo na čudovitih, živahnih, obalnih grebenih. In kdo ve, kaj bomo tam spodaj našli? Trenutno nam zmanjkuje dnevne svetlobe. In želim pripraviti epsko večerjo ob sončnem zahodu malo kasneje in preizkusiti nekaj teh rib, da vidim, ali so tako okusne, kot izgledajo. In potrebujemo čim več goriva, ki jih lahko dobimo, ker vem, da bomo v naslednjih nekaj dneh naleteli le na ene izmed najbolj norih živali sploh. Pojdimo naravnost nazaj tja in poglejmo, kaj lahko najdemo. Gremo! Tam čez smo razlili vodo. V redu. Čeprav je ta prepojena z rdečo, je ne moremo jesti. Pober se od tukaj. Fantje, uspelo nam je, imamo čudovito rumeno ribo. To je tisto, o čemur pravimo poslikana sladkoustna riba, fantje. In razlog za to je, da imajo vse te čudovite poslikane vzorce ob strani in so ena najbolj neverjetnih rib v oceanu. Ti ribe so pod vodo res čudovite. So dobesedno kot električne in me nekako spominjajo na Pokemone te barve. Res je noro. Dobili smo nekaj čudovitih, okusnih grebenskih rib in danes popoldne jih bomo pripravili, fantje. Potrebujemo vsak košček energije, ki ga lahko dobimo, ker kdo ve, s čim se bomo soočili v naslednjih dneh, ko bomo poskušali osvojiti še težje barve. Zdi se mi, da so bile danes na vrsti lažje barve, ampak vem, da bo ta izziv od zdaj naprej samo še težji. Fantje, ravno sem čistil ribe in nekaj sem opazil v plitvini tukaj. Poglejte to, majhna ribica, poglejmo, če jo lahko ujamemo. Kralj, dejno, kaj imaš? Poglej ga! Imamo ga. Fantje, zelo je spolzek, ampak tole tukaj, to je kot majhen sled. In ne vem, če lahko vidite, ampak rep tukaj je bil poškodovan od rib. Ni šans, da bi tega pojedali, zasluži si, da živi, pustili ga bomo tukaj v plitvini. Sporočite mi v komentarjih, kako naj poimenujemo tega tipa. Je pravi preživelec. Ampak brez skrbi, fantje, gremo za tistimi velikani, ki so spravili našega malega prijatelja tukaj. Čas je, da zakurimo ogenj tukaj na plaži. Preizkusili bomo vse te okuse
okuse, da vidimo, kateri je najboljši. In danes imamo nekaj favoritov. Imamo rdečo ribo, imamo rumeno ribo. Komaj čakam. Pojdimo v grmovje, naberimo veliko drv in zakurimo ogenj na tem otoku. Gremo! Ogenj smo zakurali, vsi dajte gor, kuhamo za prvi dan. Čas je, da damo našo rdečo in rumeno ribo na žar. Juhu! V redu, fantje, tukaj imamo našo ribo za prvi dan. In skozi ta izziv bomo seveda ujeli veliko različnih vrst, ampak želimo, da je vse pošteno glede tega, kako bomo te živali pripravili in očistili, da bomo lahko dali oceno, katera od vseh barv, ki jih ujamemo, je dejansko najboljša po okusu. Tako da bomo hitro odstranili drobovje tem živalim. Morda bomo glavo vrgli skozi okno in bodo raki pojedli to. Kdo za vraga ve? Ampak te stvari bomo vrgli na ogenj, dali nekaj ocen in morala bi biti res okusna, to je zagotovo. Nič ni podobnega temu, fantje. Tukaj imamo ogenj, ki že gori, sonce zahaja za obzorjem, poglejte to. Wow, nekaj je na sveži ribi, pečeni na plaži ob sončnem zahodu. Človek, to me res navduši. Ampak vem, da bomo v naslednjih nekaj dneh, fantje, soočeni z nekaterimi najtežjimi izzivi doslej. Živali, na katere prežimo, so izjemno nevarne. Borili se bomo s tokovi v globokem modrem oceanu in kdo ve kaj še vse. Zato ostanite znani, ker človek, postajam kar mal živčen, ko samo pomislim na to. Ampak trenutno si samo želim pojesti ta obrok, dobiti nekaj energije in potem bomo jutri soočili s temi izzivi. Začeli bomo z našo rdečo barvo. To je bila očitno prva žival, ki smo jo danes ujeli. Kar je v oceanu rdeče, je običajno med najbolj okusnim, fantje. Tukaj imamo en rek. Če je rdeče, je mrtvo. In to zato, ker so običajno odličnega okusa. Koža na zunaj je bila kuhana, ampak jo bomo samo olupli in poglejte to meso, prijatelji. Se hecate z mano? Vsako od teh živali bomo, fantje, ocenili od 1 do 10 in na koncu tega izziva bomo videli, katera je najbolj okusna. Začnemo z rdečustim gruparjem kot številka 1. Gremo! Rdeči res upraviči svoje ime, fantje. To meso je tako mehko, nežno in se lepo lomi. To je neverjetno, človek. To mora iti med odlične ocene. Dajem temu 9 od 10. Iskreno ne vem, kaj bi to lahko premagalo. To je neverjetno. Dajmo rumeni trak na glavo. Poglejmo, če se lahko kosa z rdečim. Poskusimo. Seveda imamo tukaj našo poslikano sladkoustko. Zadeva zgleda kar noro. Te sladkoustke imajo precej trdo zunanjo plast, ampak ko jo olupimo, bi moralo biti kar dobro. Meso pri tej ribi ni tako belo, je bolj sivo in vidiš, da ni preveč slabo. Poskusimo. Fantje, ni slabo. Po teksturi je malo podobno piščancu. Malo se trga narazen, okus ni tako dober kot pri rdeči ribi, to je gotovo. Temu dam 7 od 10. Ampak trenutno sem samo vesel, ker imamo hrano za prvi dan in kdo ve, kakšne izzive bomo imeli jutri. Imamo povsem novo okolje, povsem nove živali in povsem nove barve. In mislim, da bo postalo noro. Jutri se vidimo zgodaj zjutraj, da vidimo, če lahko ujamemo žival, ki bo boljšega okusa od te rdeče ribe z oceno 9 od 10. Se vidimo, fantje. Čau! Fantje, pravkar smo pristali za drugi dan in lovimo ene izmed najbolj norih barvnih živali, ki jih to okolje ponuja. Takoj za menoj je čudovit greben, tamle pa je mangrovski sistem, ki vodi sem. Ampak fantje, to okolje tukaj skriva živali, ki so izjemno smrtonosne, pa tudi take, ki mi lahko odtrgajo roke. Včeraj ste videli, da smo ujeli rdečo in rumeno. Danes začnemo z vijolično, potem pa bomo prešli na še bolj nore barve. Ampak najprej moramo iti ven in začeti raziskovati, da vidimo, če lahko najdemo te živali. Včasih so lahko precej izmuzljive, ampak čakali smo na veliko seko in vse bi moralo biti na suhem, v teh plimskih tolmunih tam zunaj. Začeli bomo prečkati te plitvine, fantje. Vse te živali se bodo skrivale v majhnih tolmunih in upajmo, da so tam ujete. Ko plima naraste, pridejo sem, da se prehranjujejo, jedo vitičnjake in vse vrste rakov, ki si jih lahko predstavljate. In ko plima upade, bo veliko teh živali ostalo ujetih. In takrat bomo vzeli svojo mačeto in gole roke ter upajmo, da bomo našli katerega od teh mrcin.
Fantje, nismo tukaj zaradi nekega cirkusa. Tukaj smo, da izsledimo nekaj mrcin, dobimo nekaj hrane in odkljukamo nekaj barv. Notri je kup mladih orad, majhen cipel, vse se premika tukaj čez. Ampak gledamo med vsemi temi majhnimi kamni in zagotovo bomo našli nekaj zanimivega. Fantje, ko gremo čez tukaj, moramo biti zelo previdni. Tukaj je cela kopica smrtonosnih živali. Imamo morske ježke, imamo morene, skejta in tudi modro obročkasto hobotnico ter stožčaste polže. In večina teh živali me lahko dobesedno ubije v trenutku. No, bodite previdni in pazite, da ne stopite na kaj nevarnega. Ja, pa še na kamnite ribe sem pozabil. Ja, tudi te bi me lahko. Tega pa res ne bi verjel, prijatelj. Seveda, to je prva stvar, ki jo najdemo, fantje. Poglejte to. Dobili smo morskega kumarja, dragi moji. Zdi se, da vsak dan najdemo eno od teh stvari. In povem vam, fantje, ta stvar je črna. Ne bomo je jedli. Ni vijoličen in ni šans, da bi tole jedel. Okus imajo res ugaban in sploh ne zgledajo prav. Ena res zanimiva stvar pri teh morskih kumarjih je, da lahko vidiš ves ta bel izloček, ki prihaja iz konca. No, to tam je v resnici njegovo črevo. Kar ti morski kumarji naredijo je, da ko jih živali poskušajo pojesti ali kaj podobnega, izločijo to belo snov, ki je v bistvu njihova notranjost in je res zelo lepljiva. To v bistvu ustavi vse živali, da jih ne pojedo. To je pravzaprav oblika samoobrambe in te stvari so res nore. Vsaj njemu se dvigne. Poglejte tega tipa, fantje, poglejte tole tukaj. To je res nenavadna morska zvezda. Poglejte, kako se premika. Wow! Skoraj kot hobotnica je glede na to, kako se premika. In poglejte, celo ve, da sem blizu njega. Ko se približam, premika svoje noge. To je res noro. Premika se dobesedno kot hobotnica. Wow, neverjetno! O moj bog! Kaj je to za en mali? Počakaj, pomiri se, prijatelj. Pomiri se, pomiri se, Pomiri se. pomiri se. Wow. To je neverjeten rak. Poglej ga, dobesedno ima mah, ki raste na njem. In samo živi tukaj v tem plimskem bazenu. To je noro, stari. Njegovega obraza sploh ne vidiš. Tako je zakamufliran. Na njem dobesedno raste mah in pesek. To je kot v Call of Duty, ko imaš tisto kamuflažno obleko in se plaziš skozi puščavo. Spustili ga bomo in naj gre svojo pot. Gremo, prijatelj. V redu, premaknem se bomo še malo naprej. Samo do tega roba tukaj. Potem bomo šli naprej. Tam bodo ujete vse živali. Fantje, poglejte to, moj bog, ne vem, če to vidite. Tam je rak samotar, ampak na vrhu njegove školjke raste živa vetrmica. In ta vetrmica dejansko nudi zavetje ribici klovnu Nemo. To je noro. Njegov sosed je dobesedno Nemo. Noro, res. Zato prihajamo sem obosaki, fantje. Poglejte to, tukaj imamo dejansko velik živ koral. In to bi običajno bilo popolnoma pod vodo. Ampak očitno imamo zdaj veliko oseko in vse se je izpraznilo. Vse je na suhem in upam, da bo to mesto, kjer bomo lahko odkljukali naslednjo barvo, to je vijolična. V redu, iščimo naprej, gremo! Fantje, pravkar sem opazil eno najbolj norih stvari doslej. Ne bi verjeli, tukaj imamo ogromnega polža. To je Gary iz risanke Spuži kvadratnik, stari. Ne vem, kaj ta stvar počne tukaj. Zgleda, ne vem, ali je smrtonosen ali kaj. Veste, najbolj nora stvar tukaj v naravi, fantje. Običajno, ko najdeš živali, moraš biti malo previden, ker ima veliko teh biti res nore obrambne mehanizme, ki me lahko spravijo iz igre. Tako da bom z njim ravnal previdno. Nočem ga motiti, seveda, nočem ga preveč pobirati. Ampak Gary, on se tukaj sprošča, človek. Kakšen zvok oddaja Gary? Naj vsi napišejo v komentarje. Jaz, wow! Tukaj v plimskih bazenih imamo čudovito tropsko modro morsko zvezdo. Ja, modra je očitno ena izmed barv, ampak tega tipa ne moremo pojesti. Je preprosto prelet. In na tem tipu res ni veliko mesa, ki bi ga lahko pobrali. Zato ga bomo dali nazaj. Wow, človek! Eno najbolj norih terenov sploh. To tukaj je stožčasti polž. Ne vem, če lahko to vidiš, ampak v notranjosti je mejhen polž. In čisto na koncu je bodica. Domnevno, če te ta stvar piči, te ubije hitreje, kot lahko pokadiš cigareto. V nekaterih kulturah ga imenujejo cigaretni polž. In to je razlog zakaj. Poskusi, da ne stopiš nanj. V redu, fantje, pravkar sem opazil nekaj, kar bi lahko bila naša naslednja barva. Poglejte to. Imamo majhnega vijoličnega morskega ježka. Wow, to mora biti ena najbolj norih živali sploh. Svetlo vijolične barve, morski ježki. Pravzaprav imajo posamezne bodice, ki se premikajo. To je noro in tako se pravzaprav premikajo. Hranijo se s tistimi majhnimi usti tam. Ena nora žival. Zdaj, fantje, v notranjosti tega je nekaj, kar je užitno.
In to bomo razbili in vzeli nekaj mesa. Pravzaprav to ni meso, če sem iskren, je to njegova mošnja. To bomo pojedli. Uporabili bomo našo veliko mačeto in jo odprli. Tale vijolični morski jež tukaj, fantje, ima nekaj norega v notranjosti, kar teče ob njegovi lupini. In to so pravzaprav njegove gonade, tako da to štejemo pod vijolično. Težko bo tekmovati z ribo od včeraj, ampak gremo. Je kar kremasto, fantje. Malo peščeno, malo slano. Ne dobiš ga preveč, dajem temu 3 od 10. Pravzaprav, počakaj, 2 od 10. To mi sploh ni všeč, premajhen je. Potrebujemo tipa z večjimi jajci. In fantje, to ni prava žival, ta tip. Moramo poiskati nekaj boljšega, fantje. Zamenjali bomo vijoličnega, 2 od 10. Preveč peska v tej stvari. Z vijolično smo končali, fantje. In zdaj gremo naprej. Naslednji je oranžni. In fantje, ta žival, ki jo lovimo, če jo najdemo tukaj, je ena najbolj norih sploh. Vzamemo mačeto, oranžni prhaja. Vijolični, to je bilo ogabno. Dejansko je tukaj veliko mangrovskih sistemov, fantje, in to nam bo ponudilo povsem nov nabor različnih živali, ki jih bomo, upajmo, lahko našli. Zdaj pregledujemo vse tukaj. Tukaj bomo! Ko smo se premikali nekoliko dlje vzdolž obale in gledamo vse tukaj zgoraj, Tukaj noter se lahko skriva marsikaj. Je kdo doma? v redu, ne izgleda tako. Gremo naprej. To je dobro. O moj bog. O moj bog. Ste videli to tukaj zgoraj? Imamo pošastnega raka, fantje, ki se skriva v pesku, popolnoma je zakamufiran, zakopal se je v pesek. Poglejte ga vidite tam? Sploh ne bi vedeli, da je tam. Poglejte ga, on sploh ne ve, da sem tukaj. Skriva se prav tam. Videti je kot ogromen samec raka. Ta žival tukaj mi lahko v primeru, da boj ne gre po načrtih, celo odgrizne roke. Zato je prav, da mu damo najboljšo možnost za preživetje. Moje roke proti velikanu. Gremo. To je res ogromen velikan, človek. To je res ogromen velikan. O moj bog. Poglej tistega raka. To je res ogromen rak. O moj bog. Poglejmo, lahko ga zgrabimo. Joj, je močan. Vel. Daj no, stari. No, tukaj bom previden. Tole je ogromen rak, stari. Moram ga obrniti. Joj, v redu. Prprl sem ga. Imam ga. O, Moj bog. To tam je prava pošast. Ko bomo tega tipa kuhali, bo postal še bolj in bolj oranžen. in to tam je popoln način, da zaključimo drugi dan. Ni šans, da bi končali samo z morskim ježkom in tukaj smo ujeli pravo pošast. Zadevam kot ostro streljec, stari. Poglej tole tukaj. Na njegovem oklepu lahko vidiš, da je moral biti v še enem boju z drugim rakom. Ima nekaj bojnih ran na sebi in tudi tukaj zgoraj. Wow, me zanima, kje je drugi rak. Ta tip je zagotovo zmagal v boju. Poglej ga! Prav, pojdimo od tu. Zakurimo ogenj, preden zmanjka dnevne svetlobe. Oranžna opravljena. Gremo! Poglej tole, dobesedno sva našla ta naplavljen les. Tukaj na tej plaži bova zakurila ogenj. Poglej to, imava palme, to je noro. V redu, to bo popolno. Moramo nabrati cel kup metiva zdajle. Vidite, da izgubljamo veliko sončne svetlobe, mi imamo več veliko časa, fantje. Tako, zdaj imamo plamen. Samo pihat moramo van, da dobi kisik. Potem bi moral začeti goreti.
Zdaj bomo vzeli našega velikanskega raka. In najbolj noro pri tem je, da so v tem raku dejansko pigmenti. Ko ga bomo dali dol, boste videli, da bo postal svetlo-oranžen. Poglejte, kako ta stvar menja barvo, fantje. Ena najbolj norih stvari pri tem raku je, da ima še vedno živce, ki potekajo skozenj. Popolnoma je mrtev, fantje, ampak se premika. Ko toplota zadene njegove živce, hop, se bo spet premaknil. Poglejte ga, človek, še vedno se premika. To je noro. In zdaj samo čakam, da se naša jed skuha, fantje. In med tem izzivom sem res užival v lovljenju teh norih živali. To samo dokazuje, kako neverjeten je naš planet, človek. Poskušamo kar se da paziti na vsako od teh živali in vsako spoštovati po svoje. Ampak nimam pojma, kaj nas čaka jutri. Lahko bi bila najbolj nora žival od vseh. Ali vidiš tisti otok tam v daljavi? Če gremo jutri na globoko modro morje, ampak najprej si moramo privoščiti dober obrok. Fantje, prej ste videli, da je bila stvar skoraj povsem rjava. Poglejte zdaj, popolnoma oranžna je. Juhu! Danes je bilo noro in ujeli smo eno najbolj norih živali doslej. Ta velikanski blatni rak, ki smo ga ujeli. Tukaj mu bomo odstranili eno izmed klešč. O moj bog, vse meso je noter. Ta rak ima lepo zarjavelo barvo, kot lahko vidite, in to pomeni, da je ta klešča polna mesa. Poglejte tole tukaj. To je velikanska lizika iz blatnega raka. Rdeča riba trenutno vodi s oceno 9 od 10. To zgleda neverjetno. Dajmo to pojesti. Blatni rak na ognju, fantje. To mora biti ena najboljših morskih jedi na svetu. Je izjemno sladek, kar razpada na koščke in spekli smo ga do popolnosti. Tisti rak tam je res lep in poln. Fantje, dam temu 9,5 od 10. To zaenkrat premaga rdečo ribo. O moj bog! Povedal sem vam na začetku tega izziva, da bomo šli skozi barve mavrice. Do zdaj smo šli skozi 4 in ostali sta nam še 2 fantje. Modra in zelena. In tja, gremo jutri na tisti otok v daljavi, da bomo lovili ribe v globoki modri vodi, fantje. Nekatere od teh živali so tako močne, da me lahko dobesedno potegnejo pod vodo in utopijo. In vidimo se jutri zjutraj, ko bomo šli za temi pošastmi, da vidimo, če lahko premagajo blatnega raka z oceno 9,5 od 10. Tole je neverjetno, človek. Juhu! In zdaj je tretji dan. Včeraj ste videli, da smo imeli oranžno, zdaj pa smo prešli na zeleno, fantje. In to okolje tukaj skriva prave pošasti. Živali, ki smo jih lovili med tem izzivom, so se seveda prilagodile določenemu terenu. Tako da smo zdaj v globoki modrini in zeleni vodi, fantje. In upam, da bomo lahko našli kakšne pošasti prav pod menoj. Nevarnosti tukaj so seveda tokovi, fantje. Imamo ogromne ribe, ki me lahko, če jih ustrelim, skoraj potegnejo pod vodo. In tukaj je veliko morskih psov in morskih kač. Skoraj vse tukaj je smrtonosno, fantje, zato moramo biti zelo previdni. In nekaj za hitro poživitev me kar kliče, ampak bomo zdržali, sem malo nervozen. V redu, pripravimo se. Gremo naravnost v vodo s podvodno puško in poglejmo, če lahko odkljukamo zeleno nalogo. Gremo!
Fantje, poglejte to tukaj, uspelo nam je človek. Imamo zeleno, fantje, poglejte to. To je čudovita zelena riba vrste jobfish. Poglejte, kakšna usta ima. To je pravi plenilec tukaj v tem globokem modrem oceanu. Videli ste, da smo ga ustrelili s tem podvodnim puškom? Šel je pod greben in me popolnoma potegnil človek. O moj bog, mislim, da je moja sulica morda malo ukrivljena, ampak to ni zadnja žival, fantje, tako da ga bomo morali spraviti na čoln. Dobro vam ga bomo pokazali in razložili. Potem pa bomo morali poravnati sulico in iti za modro pošastjo iz odprtega morja. Te stvari so tukaj kot morski zmaji. So nori, živijo okoli teh obalnih grebenov. In poglejte tisto plavut tam. Fantje, to je pravi plenilec tukaj, ampak ni tista pošast, ki jo iščemo. In veste, obkljukali smo zeleno in zdaj gremo na najbolj noro barvo od vseh. Gremo na modre živali, fantje, to so največji med največjimi tukaj. Plenilci, tisti, ki vladajo tem vodam. Ime katere v tem živali dejansko pojedo to ribo celo. Veste, zdaj gremo za največjimi med največjimi živalmi. Živali, ki me lahko dobesedno utopijo, fantje. In ne vem, s čim se bomo soočili. Potrebujemo vso energijo in moč, ki jo lahko najdemo. Tukaj imamo High Test Quick Revive. Ko to spijemo, bomo ponovno rojeni. In to je tisto, kar potrebujemo, da premagamo zadnjo barvo žival. Modro. Juhu, smo v zraku, dragi moji. In recimo samo, da nobena modra žival tam spodaj zdaj ni varna. Prihajam po njih. Juhu! Imamo enega velik Yahoo! Yahoo! Fantje, poglejte tisto žival tam. To je velik španska skuša. Poglejte, kakšno glavo ima ta stvar. To je noro, fantje. Uspelo nam je. Modro odkljukano. Zdaj bomo zapeljali proti obali in si te živali pobliže ogledali. Uspelo nam je na odprtem morju. Videli ste, koliko vrvice je ta stvar odvlekla. Skoraj me je potegnila pod vodo. Uspelo nam je. Gremo. V redu, rad bi vam pokazal nekaj edinstvenih značilnosti vsake od teh živali. Torej, te žop ribe, fantje, imajo tukaj precej velike luske in to je skoraj kot zunanja prevleka. Njihov rep lahko vidite, kako debel je v primerjavi s preostalim delom telesa. Je res, res debel. Velika usta tukaj, ki jih večinoma uporabljajo za posesanje svojega plena. In tukaj ob strani ima nekaj, kar imenujemo škržne grabljice. To je skoraj kot rezilo britvice in to jim skoraj pomaga kot nekakšen obrambni mehanizem. Velika plovut na vrhu z nekaj rezili.
ena divja žival, to je zagotovo. In obraz je preprosto jezen. Prav, zdaj imamo vrhovnega plenilca, fantje, velika španska skuša. Zdaj, edinstvene značilnosti te živali, fantje, imajo te male stvari tukaj zadaj in so kot majhne plavuti, lahko jih vidite. Razporejene so vse do repa in dejansko spreminjajo smer, skoraj kot plavuti na deski za deskanje. To bo tej živali pomagalo, da lahko popolnoma spremeni smer zelo hitro, da lahko raztrga manjše ribe. Fantje imajo izredno ostre zobe, te fantje. Malo drugačni so od zob v obliki čekanov pri job ribah. Imajo tudi te prsne plavuti, ki se praktično zložijo v majhne riže, kar jih naredi zelo hidrodinamične. To so praktično dirkalniki Formule 1 oceana, fantje. Job ribe se borijo malo bolj umazano, te pa so praktično narejene samo za hitrost. In videli ste, ko sem ga ustrelil, je stvar izstrelila. Moja rola je dobesedno vreščala, fantje. Ali se lahko katera od teh rib kosa s čudovitim oranžnim blatnim rakom, ki smo ga ujeli? Moramo ugotoviti. Vstanimo, zakurimo ogenj in damo te stvari na žar. Gremo! V redu, uspela nam je, fantje. Vsak ima svojo nalogo. V komentarjih že vre. Zadnje kuhanje se dogaja prav zdaj. Gremo! V redu, ogenj že gori, pojdimo očistiti ribe. Odrezali bomo nekaj zrezkov, vzeli bomo tega. Tukaj bomo začeli kar pri repu. Prerezali bomo naravnost navzdol. Tukaj imamo čudovit zrezek iz jobfisha. Prav, zdaj bomo naredili popolnoma enako za skušo. Wow, ta skuša izgleda noro! Naredili bomo naslednjo. To je približno tako dobro, kot bo življenje kdajkoli postalo. Imamo našo zeleno stvarco, imamo našo skušo. Skuša. Zdaj jih pečemo na ognju in imamo sončni zahod. Zaradi tega to počnemo, fantje. To so uresničene sanje. Men smo nor dan in komaj čakam, da pojem ta obrok. Zdajle res potrebujem to meso. Potim se kot nor, to vam lahko povem. Fantje, celoten namen tega je, da jih na hitro popečemo na eni strani. Obrnemo jih in bodo odlični. Fantje, to bo verjetno eden mojih najljubših načinov priprave ribe. Samo popecite jih na vsaki strani. Pri tem dejansko želimo malo ognja. Zunaj bo lepo oglenelo, tako kot imate zrezek doma. Trenutno izgubljam razum. Tako sem lačen. Dobesedno se mi cedijo sline. Ali se lahko katera od teh jedi kosa z velikanskim blatnim rakom, ki smo ga ujeli z golimi rokami? Mislim, da so bili današnji pogoji verjetno najtežji, kar sem jih doživel. Imeli smo tokove, imeli smo morske pse, imeli smo celo morske kače. Vse je bilo tam zunaj. Ampak trenutno imamo na žaru nekaj čudovitih rib, zrezke. In fantje, mislim, da bi to lahko tekmovalo z blatnim rakom. Bomo še videli. Postavil ga bom kar sem. V redu, fantje, ribe smo imeli na žaru. Ti zdaj izgledajo kot neverjetni zrezki. Komaj čakam, da jih poskusim. Veste, da imamo najprej zeleno. To je očitno green job fish. Poglejte, kako je zapečena na žaru. Najboljša stvar pri tem, fantje, samo odprl jo bom. Poglejmo, kako je pečena. Wow! Poglej to kožo. To se kar olupi. Moral bi lahko kar odtrgati kos. Poglej to meso. To je pečeno do popolnosti, človek. Prav. Pa dejmo! Fantje, veste, da trenutno vodi blatni rak. 9,5, to je težko premagati. Poskusimo! Če bi moral opisati ribo job, ima skoraj okus in teksturo natrganega piščanca. Je skoraj malo žilava in žvečljiva, ampak ima neverjetno sočnost. Okus je izjemen.
Mislim pa, da se ne more primerjati z blatnim rakom, fantje. Damo bomo ceno 8 od 10. Res je, dober, ampak se ne more primerjati z blatnim rakom. Na vrsti je še zadnja barva, fantje. Poglejte tole tukaj. Tu je velik zrezek skuše. Kar bomo naredili je, da bomo samo odluščili meso. Fantje, že zdaj čutim, kako sočno je. Ta žival je tako mastna. Wow, poglejte te kose, ki kar odpadajo tam. To je neverjetno. Prav, poskusimo. To tam je noro, fantje. Tako sočno, tako rahlo se lušči, tako nežno je. In dobesedno ima okus po čudovitem zrezku, ki ga je iz morja blagoslovil Bog. Dajemo oceno 10 od 10 in to je bil najbolj nor izziv doslej. Modri je zmagovalec tega izziva. Vidimo se na naslednji divji pustolovščini. Tukaj imamo še več videov. Ne pozabite všečkati in se naročiti. Juhu!